če danes spravimo na 50 minut, je nekaj optimalnega. Ne? No, dobro. Smo gledali, da Robi lahko v eno smer posluša to, kar se vozi domov. Okay. Ker smejte se, sem res. Ja, sej, en cilj je treba imeti. Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo. Danes gostimo profesor dr. Žiga Turka z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Zdravo, Žiga. Živijo. Naj za začetek povem, da smo vsi trije sodelavci, verjetno bi bilo skoraj bolj preprosto to posnet v živo v eni sobi, ampak sem jaz tečnarov in bomo to še zmeraj snemamo po Skypu. Tako da pozdravljam, Žiga, še enkrat. Lahko za poslušalce v parih stavkih se predstaviš, poveš, kaj počneš. Ja, jaz sem pravzaprav na gradbeni fakulteti od leta 86 naprej, to je že kar nekaj časa. V bistvu se od začetka ukvarjam z računalniško integrirano graditvijo. V koncu 80-ih, začetka 90-ih smo temu rekli, oziroma tehnologijam za to rekli produktno modeliranje oziroma konceptualno modeliranje stavb. Seveda se ukvarjam tudi z vsemi drugimi stvarmi, ki so povezane z novimi tehnologijami, z internetom. Nekateri se mi spomnijo iz časov mojega mikra in vejo, da me vse te digitalne stvari zelo zanimajo. Kdo drug me malo pozna iz politike, ampak to je zdaj mimo. Ok, skratka, enih par istočnic si že dal, omenil si v bistvu že pač to, da se že nekaj časa ukvarja s tem. Lahko najprej se dotaknemo malo te zgodovine, pa bomo pa prišli na mogoče stvari, ki so mogoče bolj aktualne oziroma bliže nam. 86 do zdaj je v bistvu kar precej časa. Verjetno se je v tem času tudi na področju, ki ga nekako se dotika BIM, precej zgodil. Lahko v enih, recimo en tak povzetek enega takšnega razvoja narediš do zdaj? Ja, mogoče bi vseeno začel še prej. Namreč človeško dojemanje časa je, da tisto, kar je razmeroma blizu časovno, se nam zdi nekako, da je zelo veliko, bolj ko so stvari oddaljene. Bom rekel, manj pomembne se nam zdijo. Ampak vendar v neki daljši časovni perspektivi, in če govorimo o BIM-u, bi lahko rekli, da zadeva ni nič tako nova, kot se zdajle zdi oziroma kot se zdajle reklamira. Informacijske modele stavb so delali tam nekje od 15. 16. stoletja naprej. Še celo, ko je Shakespeare opisoval tam v neki drami, kako so gradili, je napisal, da so narisali model, se pravi, so modelirali, in seveda risba je tudi informacijski model. Je model stavbe, ni iz kartona, ni to maketa za prijet, so pa informacije nekje narisane. Tisto, kar se dramatično spreminja v zadnjih 30 letih, je v kakšnem jeziku je ta model zapisan. Jezik tega modela je bil seveda zadnjih 100 let oziroma zadnjih 500 let grafičen jezik na papirju, potem je praktično od Autodeska naprej je bil to grafičen oziroma črtna risba narisana z računalnikom. Tisto, čemur pravimo BIM, pa pomeni, da gradimo digitalni model, ki je vendarle sestavljen iz nekih gradnikov, ki v stroki gradbeni, arhitekturni ali pa v kakšni drugi kaj pomenijo. Skratka, da koščki, iz katerih informacijski model sestavljamo, niso geometrijski, ampak nekaj pomenijo v neki stroki. Jaz si tule sam pripomnil, da sem zdaj vmes
med to razlago imel pred sabo tisto shemo BIM Level of Details in moram reči, da je to pojasnilo pač o komunikacijskih revolucijah zelo lepo paše v to shemo noter. Pa me zdaj zanima, a je res, mislim, a so res vse te stvari z BIM-om zdaj na novo začeli odkrivati, ali je to res samo nek marketinški pristop? Razlika, ne, ali so simboli, v katerih so bodoče gradnje predstavljene, ne, geometrijski in je podatkovna struktura znotraj računalniškega programa sestavljena iz objektov, ki so geometrijski, ali pa so ti objekti nekaj, kar ima pomen v arhitekturni oziroma v inženirski stroki, se pravi, da imaš okna, vrata, stebre, stene, od katerih so ene stene predelne, ene so nosilne in tako naprej. Ta razlika vendarle je ogromna. Zdaj, tisti nivoji BIM-a, ki se pojavljajo, tisti je pač ena slikca za lažje razumevanje tega, v katero smer BIM gre. In tista slikca pravzaprav priznava, ne, da BIM nivo 0, ki je po mojem mnenju še vedno BIM, ne, tam noter so črtne risbe oziroma so črtne računalniško narisane risbe na začetku. Ne. Ampak, ko ti narediš korak iz geometrije recimo, ali pa iz valja v steber, to je dramatična razlika. Ampak v tej razliki je bilo zelo veliko povedanega, odkritega, premišljenega, še preden se je stvari začelo reči BIM. Ne. V 80-ih, 90-ih letih, ko je cela stvar funkcionirala pod bistveno bolj dolgočasnimi imeni in kraticami, kot sem že rekel, konceptualno modeliranje stavb ali pa produktno modeliranje. Ja, to v bistvu to, kar mene čudi, oziroma pač v prejšnji oddaji smo govorili z Gorazdom iz Pilona, no in to, kar mene še zmeraj preseneča, je, da je izjavo, da večina arhitektov pač BIM še zmeraj dojema kot 3D. Se pravi, brez tistih nekih dodanih informacij, ki lahko da tudi niso sploh vizualno predstavljene, ampak skratka, da je ta 3D še zmeraj nekako tako močno izražena komponenta tega modela, da večina recimo še zmeraj dojema to kot 3D. Tako da to je mene osebno precej presenetilo. No, 3D je definitivno tisto, kar se najbolj vidi in zato, da bi imel 3D, pravzaprav ne rabiš BIM-a oziroma tistega, čemur ljudje BIM rečejo. Ne. Drugače je arhitekte za razumeti, ne, ker tisto, s čemer se arhitekti ukvarjajo, je vendarle vzpostaviti ali pa zadovoljiti nekim funkcijskim zahtevam. Se pravi, oni morajo narediti šolo, ki ima toliko in toliko učilnic, bolnico, ki ima toliko in toliko bolniških sob, operacijskih dvoran in tako naprej. Kino s toliko in toliko dvoranami, s toliko in toliko sedeži. Ne. Se pravi, to so neke funkcijske enote, o katerih BIM praviloma ne ve nič. Ne. V BIM-u ne postavljaš noter dvoran, sob, operacijskih dvoran, učilnic itd., ne, ampak postavljaš stene. Ne. Se pravi, postavljaš tehnične rešitve za neko funkcijsko enoto in ko arhitekt ostane na nivoju geometrije, ga na nek način ta tehnična rešitev manj omejuje, bolj svoboden je pri interpretaciji tega, kaj je pravzaprav naredil, oziroma večji del te interpretacije funkcionalnosti ostaja odprte oziroma ostaja svobodna. In dejansko šele takrat, ko je treba poskrbeti, da stavba stoji, da se primerno odziva na potres, da ima primerne lastnosti v smislu varčevanja oziroma energetske učinkovitosti, takrat postanejo te tehnične rešitve pomembne. In to je eden od problemov BIM-a, da dela, kako bi rekel, da se ne ukvarja z funkcijo, ampak da se ukvarja s strukturo. Proces načrtovanja je pa ravno obraten, gre pod funkcije proti strukturi. Ne? In tisto, kar morda BIM dela, kar morajo tisti, ki BIM uporabljajo, paziti, ne,
je, da jih to bogastvo Lego kock, iz katerih lahko sestavljajo modele, oziroma da jih ta enostavnost postavljanja strukture gradnikov, otipljivih stvari, ne preusmerja, torej jim ne preusmerja pozornosti od funkcije, ki jim morajo ti objekti zadostiti. Mogoče znam še eno vprašanje. Mislim, vmes si dejansko omenil to funkcionalnost in če malo razmišljam v tej smeri, je morda to enkrat tudi prihodnost, da namesto, da bo, ne vem, v Archicadu ali pa v Revitu ali pa v katerem koli drugem BIM programu bojo noter elementi, stene, vrata, okna in podobne stvari, ampak bomo imeli software, ki bo znal narediti bolnico. Pa bo v bistvu bolj ali manj parametrizirana, ne vem, bolniška soba, operacijska soba in podobno, ne? Mislim, to je jasno daleč od najboljše realnosti trenutne, ampak bi lahko bil to tudi ena smer, kamor bi se lahko BIM razvijal? No, mi smo razmeroma blizu softveru, ko nek, recimo, proizvajalec montažnih hiš da stranki na mizo oziroma na desktop programsko opremo, kjer si ta stranka zgradi hišo, ne? Ampak ta stranka postavlja oziroma gradi hišo tako, kot se hiša gradi na gradbišču, se pravi postavlja stene, plošče, noter postavlja okna, vrata in tako naprej, ne? Drug pristop bi bil, ne, da bi postavljal noter, tako kot si rekel, prostore, ne? Bi rekel, ok, tlele bi imel kuhno, dnevno sobo, spalnico in tako naprej, ne? Potem bi se pa te umazane podrobnosti, da morajo biti vmes neke stene, da morajo biti neka vrata, zgodile same. Jaz sem prepričan, da bomo tudi do tega prišli in da bo razvoj softvera šel v smer, ko bo za razmeroma preproste ali pa rutinske objekte ta stvar zelo, zelo dobro zintegrirana. Jaz si predstavljam, da bi bilo dosti lažje, kot recimo en tak program, kot je Archicad ali pa Revit, ne, narediti nek program, s katerim delaš Lumarjeve hišice, ne, montažne. In ta program bi bil lahko razmeroma, torej vse tisto, kar naj bi bila ta obljuba BIM-a, čisto vse informacije, ki bi kdorkoli, kadarkoli rabil v zvezi s to stavbo, vse analize, statika, gradbena fizika in tako naprej, vizualizacija, kosovnice, načrt dela, ne, za razmeroma, rekel, nepresenetljive rutinske objekte, mislim, da smo razmeroma blizu temu. Bolnice so morda bolj zahteven zalogaj, ker mislim, da je malo podjetij, ki bi, kako rekel, masovno delale bolnice, no, ki bi delale na desetine bolnic na leto. Eno podjetje, ki bi jih projektiralo in gradilo, ne. Mogoče smo bližje, recimo, ne vem, softver za Lidlove ali pa Hoferjeve trgovine projektirati, ne. Tam tudi ne rabiš vsega, kar je noter v AutoCAD ali pa v Revitu, ne, ampak bi nek paket lahko to stvar naredil, ne. Za montažne hiše smo že rekli, za kakšne motele so tudi dosti rutinski, ne. Potem pa ostane vse ostalo, za kar bodo potrebni pa ti veliki splošni paketi. Zdaj, tu se nam poraja eno vprašanje, in sicer, če vemo, da je sama ideja nekih BIM oziroma nekih izmedljivih formatov še prej prišla iz strojništva, ne? Če zdaj omenjamo enodružinske hiške ali pa montažne hiške, ali pa kaj takega, to gre vse za nek končen nabor nekih rešitev. Ampak vsaj na začetku so vsi se strinjali o tem, da je bistvena prednost BIM-a predvsem pri zahtevnih objektih, ne? Ker enodružinsko hišo v bistvu lahko dejansko naredijo iz 2 tlorisov, ni nekih posebnih težav, ne? Ampak še pri takih bolnicah ali pa pri rdečih hotelih, pa to še tam BIM zasije pa vse svoje lepoti. A ni potem ravno to problem, ne, da se BIM ukvarja z nekimi rešitvami, ki mogoče sploh niso tiste, ki so bile na začetku mišljene. Ker tak
ko je bilo omenjeno, arhitekti bi radi imeli proste roke, da bi sami oblikovali, ne vem, krivulje, stena ni poravna, steklene stene pa to, ampak če tega elementa v BIM-u ne najde, ga zelo malo opustijo. No, tukaj je verjetno razlika med tem, kje lahko BIM doseže tisti ideal ali pa tisto popolnost, ki naj bi bila njegov cilj, in gotovo bo to prej dosegel pri rutinskih oziroma preprostih objektih, kar pa ne pomeni, da ni uporaben tudi za zahtevne objekte, oziroma da se šele pri zahtevnih objektih pokažejo nekatere prednosti, ki se pri manj zahtevnih objektih ne vidijo tako očitno, ne. Mislim, da smo očitno izčrpali tole. Zdaj najbrž odkrili, kam BIM vodi oziroma kam vodi razvoj. Najbrž ta trenutek ne bomo odkrili, sem pa prepričan, da so takšne ideje o nekih specialnem softverju za izdelavo nekih specifičnih zgradb, tipov zgradb, dejansko narejene, če se sam spomnimo, recimo tudi Trima, ki ima neke svoje lastne rešitve, pa to ni bilo oglaševano kot BIM, ampak na koncu je dejansko to, kar iz njihovega softverja prime točno to, ne. Pa je prirejeno oziroma prikrojeno njihovim lastnim potrebam, ne. Ja, absolutno. No, v bistvu vmes smo se dotaknili, kako je vsa stvar potekala skozi recimo stoletja. Dotaknili smo se in tega 1500, recimo prva taka resna prelomnica v informacijskih modelih, potem pa recimo 2000 s to digitalno komunikacijo. Mene vedno, ko v bistvu vidim ta slajd o recimo povzetku komunikacijskih revolucij, v bistvu predvsem zanima ta zadnji del, kjer je ta global teamwork, kjer imamo digitalno komunikacijo, digitalno dokumentacijo, skratka, informacijski procesi so v bistvu ločeni v času in so času in geografsko ločeni. To, kar mene konkretno vedno preseneča, je to, da ko pa je recimo govoril o gradnji petega terminala na Hitrovo, kjer je zgodba takšna, da so najeli oziroma zakupili stolpnico čez cesto tega terminala in potem v to stolpnico bolj ali manj spravili vse inženirje, vse tiste, ki so delali na tem projektu v skupno stavbo, samo zato, da so optimizirali ta proces samega načrtovanja in gradnje potem, zato da so te ljudje dejansko živeli in dihali ta projekt skupaj vsak dan 24 ur na dan, ne? Da ni bilo nekih časovnih zamikov, težav v komunikaciji, različnih časovnih območij in tako naprej. A je to res nek ideal, ta virtualna organizacija kot taka, ki naj bi recimo bila nekako najbolj optimalna organizacijska oblika gradbenih projektov. A je to res temu, kar dejansko stremimo, se pravi imeti popolnoma ločene te procese, neodvisne v času in prostoru. Ja, več stvari si tlele odprl, pa še poslušalci imajo težavo, da pravzaprav tega slajda komunikacijskih revolucij ne vidijo pred seboj, pa bom poskušal mogoče majčkeno obnoviti. Bom v bistvu dal na spletno stran, tako da bodo poslušalci morajo zdaj očitno na spletno stran priti in si to pogledati. Mogoče niti ne bo treba, no, ampak tisto, kar poskušam jaz razložiti študentom od prvega letnika naprej, je, da sta se v človeštvu nasplošno, pa seveda potem tudi v inženirstvu in v gradbeništvu zgodili dve prelomni komunikacijski revoluciji, ki seveda potem časovno premico razsekata na 3 dele in za vsakega od 3 delov je bil značilen eden od načinov sodelovanja oziroma skupnega dela.
Dokler inženirji niso svojih idej mogli narisati in dokler jih niso mogli skozi risbo na en organiziran, kolikor toliko zanesljiv način sporočati drugim, je bilo sodelovanje zelo, zelo omejeno. Če je sodelovanje omejeno, pomeni, da je bolj ali manj ena oseba morala skoraj vse vedeti oziroma skoraj vse znati. V tistem času tudi neke delitve poklicev med arhitekte, inženirje, gradbene menedžerje in tako naprej niti ni bilo. V zgodovinskih knjigah beremo, kako so te slavni stari arhitekti, ki so gradili nek velik objekt, so pač bili na tistem gradbišču tistih 10 ali pa 15 let, kolikor časa se je ta objekt gradil, potem so šli nekam drugam, potem še nekam drugam, potem so umrli, skratka tudi njihov opus ni bil ne vem kako velik. Potem se pojavi poceni papir, poudarek je na poceni, ker inženirji, gradbeniki, arhitekti potrebujejo poceni te stvari. Potem se začne risati in pojavi se lokalno timsko delo. Okrog risbe se zberejo ljudje, s pomočjo risbe odpravljajo nekonsistentnosti oziroma težave, napake. Potrebno je, da so še vedno nekje blizu skupaj ali v istem mestu ali v isti stavbi, pač, da lahko ta risba potuje oziroma da se lahko nad isto risbo sklonijo. In to, kar si ti omenil v zvezi z terminalom 5 na Hitrovu, bi rekel, da je vrhunec tega načina razmišljanja, torej tega lokalnega timskega dela, ko poskušaš ljudi spraviti skupaj. No in potem se zgodi naslednja komunikacijska revolucija, ko postane elektronsko komuniciranje prosto dostopno za vse, tudi za inženirje, ko pa to, da si na istem mestu, na isti lokaciji, v isti časovni coni, v istem podjetju postane vse manj pomembno. Konec koncev tudi način, na katerega nastaja tale oddaja, demonstrira, da ni nobene velike potrebe po fizični prisotnosti na istem mestu, da lahko nekaj skupaj narediš. Celo, verjetno nam je bolj komod, da smo vsak za svojim računalnikom, lahko bi bili 1000 kilometrov daleč stran. Bolj komod je to, kot če bi sedeli v istem studiu oziroma v isti sobi, ali pa vsaj nič slabše ni. In nekaj podobnega se dogaja tudi na področju projektiranja oziroma planiranja v gradbeništvu in arhitekturi. Pri čemer pa seveda se moramo spomniti nekaj, na kar sem prišel pravzaprav šele skozi svojo, rekel politično, ampak recimo to ekonomsko, družboslovno zanimanje. Namreč cilj vseh teh komunikacij, cilj vsega tega sodelovanja, BIM-ov, najrazličnejših strežnikov, portalov, orodij za komuniciranje, ki omogočajo, da veliko število ljudi deluje skupaj, povezano. Cilj pravzaprav sploh ni nekaj, kar smo imenovali računalniško integrirana graditev. Cilj je omogočiti, da čim več različnih specialistov lahko pripelješ v projekt, oziroma cilj je omogočiti čim večjo specializacijo, ker je specializacija tista, ki po zelo stari ekonomski teoriji pripelje k večji učinkovitosti, k večji izrabi znanja in seveda na koncu tudi k zniževanju cen. Se pravi, vse te tehnologije so namenjene specializaciji, podpori specializaciji in seveda, če imaš pa veliko različnih specialistov, jih moraš pa nekako pripeljati skupaj na isto, k istemu cilju, k istemu rezultatu. Do zdaj je imelo gradbeništvo pravzaprav en gradnik, ki je skrbel za to, da se stvari niso razletele, da so vodile k istemu cilju, in ta ena stvar je bil tisti objekt na gradbišču, ki je bil samo eden, kjer so stvari morale biti konzistentne, kjer dva predmeta nista mogla biti na istem mestu, kjer dva delavca nista mogla biti na istem mestu in delati iste stvari. Tisto, kar se pojavlja na področju informatike,
je, da BIM-i dobivajo podobno vlogo v polju informacijskih modelov. Namreč risbe te enotnosti, enovitosti niso vzpostavljale. Ti si imel lahko različne risbe, kjer so si bile stvari v razkoraku, ko so bile stvari navzkriž, kjer je bilo več stvari na istem mestu in tako naprej. V informacijskem modelu pa naj temu ne bi bilo tako, tako da se pojavlja, rekel, za te informacijske procese v BIM-ih eno jedro, ki te sredobežne sile, h katerim teži želja po specializaciji, kompenzira oziroma, kako bi rekel, gravitacijsko vleče informacije proti sebi. No, zdi se mi, da je tole zdaj odlično izhodišče za debato o tem, a je za take učinkovite procese s pomočjo BIM-a pomembno, da se razvoj zdaj osredotoči na te odprte modele, recimo, ali pa odprte formate, kot so IFC in podobno, ali je dovolj, da bomo ostali pri teh zaprtih, kar se recimo zgodi v AutoCAD-u. Kakšno je mogoče mnenje v tej smeri? Moj občutek je, saj skozi neko daljšo zgodovinsko perspektivo modeliranja produktov, da se je cela zgodba začela v nekem scenariju, kjer so se informacije izmenjevale. Skratka, kjer je neka datoteka, neko pismo, neko sporočilo šlo iz enega programa v drug program in potem je bilo razmeroma veliko napora vloženega v to, v kakšni obliki naj bo ta informacija zapisana. In so prišli na te step fizične datoteke, so prišli na model IFC, ki naj bi ji ta sporočila oziroma ta format ustrezal. Potem se je pa zgodil, bom rekel, internet oziroma so se zgodile storitvene arhitekture, se je, bom rekel, zbanaliziral, postal vse obsegajoč, vse povsod prisoten model stranka strežnik, kjer ideja ni več ta, da imaš tukaj en velik program, pa tam en velik program, potem pa vmes pošleš neko datoteko v ta pravem formatu, ampak program enostavno, en software, ki čepi nekje, ki je na internetu, je odprt v smislu, da ima nek aplikacijski vmesnik, ki ga lahko dosegaš oziroma nagovarjaš, mu pošiljaš sporočila, bodi si lokalno znotraj izga računalnika, izga PC-ja ali pa celo preko interneta in zahtevaš, da ti ta software nekaj naredi ali pa da ti da neke podatke ali pa da zapiše neke podatke. In tisto, kar je za sodelovanje različnih storitev ali pa različnih programov, ki se ukvarjajo z isto stavbo, pomembno, je, da so ti aplikacijski vmesniki čim bolj prijazni oziroma da se avtorji teh programov, ki upravljajo z modelom, se pravi z informacijami o stavbi, da se trudijo, da bi ta svoj ekosistem naredili čim bolj prijazen za programerje vseh ostalih aplikacij, za vso ostalo funkcionalnost, ki jo oni ne pokrivajo, ker samo na ta način ustvarijo oni potem okolje, ki je uporabno za inženirja in arhitekte. Ne prodajajo samo programa za modeliranje, ampak je ta program za modeliranje samo jedro nekega ekosistema, lahko bi temu skoraj rekli operacijskega sistema, znotraj katerega ali pa v katerem deluje množica visoko specializirane programske opreme, ki jo na koncu inženirji in arhitekti res potrebujejo. Tako da se mi zdi, da tisto, kar je res pomembno, je ustvarjanje ekosistemov za programe, aplikacije, razširitve in tako naprej in s tem omogočanje tiste specializacije, o kateri smo govorili prej. Skratka, da lahko nekdo napiše nek res specialen software, ki pa črpa informacije in piše informacije v nek, recimo, centralni informacijski model.
In mislim, da vidimo to pri vodilnih proizvajalcih BIM modelirnikov, da pravzaprav teče ena velika tekma, kdo bo naredil to okolje za programerje tretjih aplikacij čim bolj prijazno. In standardi tukaj zelo velike vloge, torej za to interoperabilnost, zelo velike vloge po moje niti ne igrajo. Če Autodesk dobro dokumentira API, kako se dostopa do Revita, zakaj bi se nekdo matral in najprej izvozil iz Revita v IFC, potem bi s tistim nekim delal, potem pa uvažal nazaj vse skupaj v Autodesk. Se mi to ne zdi potrebno. Ravno tako je pa visoko vprašljivo, ali je smiselno, da bi bili ti aplikacijski vmesniki, ne vem, Revita, Archicada in ostalih enaki, ker se pravzaprav ne morejo biti, ker zadaj so pa vendarle razlike. No, ampak tako da standardi ostajajo pa pomembni potem za par drugih stvari, o katerih lahko v nadaljevanju kaj rečemo. No, ampak ni ravno v tem največja težava, da če gre recimo vse v smer, da ne potrebujemo standardiziranih formatov za izmenjavo, potem v bistvu ostane na vsakem posameznem proizvajalcu, da bo svoje modele oziroma svoje informacije preko aplikacijskega vmesnika spravil nek nov model. Zdaj, če gremo recimo na nivo gradbeniških programov, nista tu samo Archicad in Revit, še en kup drugih softverov, ki so mogoče še celo bolj specializirani, pa imajo manjšo uporabniško bazo in jaz zelo dvomim, da bo vsak od teh proizvajalcev sposoben zagotoviti vnos informacij v več programskih rešitev. Zdi se mi, da tudi z vidika trajnosti podatkov pa mogoče arhiviranje, da bi bilo smiselno vseeno razmišljati o kakšnem standardnem formatu, ali se mogoče motim? Ne, ampak mislim, da gre tukaj za več različnih stvari. Eno je interoperabilnost. Eno je to, da lahko uporabniki informacij z svojimi, oziroma da lahko projektanti čim boljše delajo. Drugo je pa potem uporaba teh informacij potem, ko je stavba že zgrajena oziroma kdaj kasneje. Meni se zdi razmeroma verjeten scenarij, da se bo okrog nekaj, po mojih bo na koncu manj kot 5, nekaj vodilnih modelirnikov, se bodo zbrale družine programske opreme, ki bodo znale delati z aplikacijskim vmesnikom tega modelirnika. Nekateri, mislim, da je tukaj Archicad precej aktiven, oni so zelo za to, da bi bil ta jezik, v katerem se ti dvoji med seboj pogovarjajo, kar standardizirano, oziroma da bi to teklo v IFC-ju, drugi niso tako prepričani. Tisto, kar želim reči, je, da se mi zdi odprtost nekega programa za komuniciranje z drugimi bistveno pomembnejša od tega, da je ta komunikacija standardizirana. Z odprtostjo se zelo, zelo veliko stvari doseže, konec koncev tudi množica stvari, iz katerih so spletne aplikacije oziroma aplikacije, api na internetu sestavljeni. Tukaj je zelo, standardi so tukaj na tem komunikacijskem, sintaktičnem nivoju, potem se pa ljudje že prilagodijo, v kakšnih podatkovnih strukturah je treba s kakšno storitvijo delati. Pomen standardov ostaja torej, po mojem, nekje zunaj procesa projektiranja in sicer predvsem, ko gre za to, da je recimo treba nek informacijski model oddati, bodisi v procesu javnega naročanja, bodisi v procesu pridobivanja dovoljenj in tako naprej. Tukaj si po moje države oziroma oblasti ne morejo privoščiti, da bi zahtevale nek
privaten format enega konkretnega podjetja na škodo vseh ostalih podjetij, ampak lahko zahtevajo samo nevtralen format, torej format, ki je v enem od teh, torej standarden format. Drugo, ti standardi vendarle predstavljajo neko izhodišče ali pa referenčno točko za razvijalce programske opreme. Vendarle so nek najmanjši skupni imenovalec, čez katerega morajo proizvajalci BIM modelirnikov biti morajo boljši od tega, kar je v standardu. Če hočeš biti boljši od konkurence, potem mora biti, ne vem, recimo tvoja stena ali pa tvoj steber ali pa tvoja armaturna palca izrazno močnejša od tiste, ki je v standardu, oziroma izrazno močnejša od tiste, kar bo delala konkurenca. Potem to, kar si Robi omenil, dolgotrajno hranjenje informacij. Kdo lahko zdaj garantira, da bo neko podjetje, ki izdeluje BIM modelirnike čez 10, 20, 50 let še obstajalo, oziroma da bo tiste formate mogoče še brati. Verjetno neke standardne formate, ki jih podpira več proizvajalcev, tako kot OpenBIM, je velika verjetnost, da bo podpora temu časovno trajala dlje časa. In potem ne nazadnje v zvezi s tem, kar se mi tukaj na področju znanosti ukvarjamo, standardni odprti formati oziroma podatkovne strukture za informacijske modele so nek poligon, v katerem se znanstveniki in akademska skupnost dosti lažje uveljavlja oziroma naredi prispevek kot nekaj, kar je pravzaprav privaten, zaprt, morda konkurenčna prednost tehnologije nekega konkretnega podjetja. Tako da za vse to ostajajo standardi zelo, zelo pomembni. Za tisto, okrog česar so se pa začeli, se pa meni zdi, da bo šel scenarij v podobno smer kot če kakšen drug software, kjer je pač neka družina, ki dobro dela skupaj in majčkeno slabše dela potem pa z ostalimi, ampak na koncu za inženirja arhitekta je dovolj, da ima pravzaprav v okviru ene družine programov, ki niso vsi od istega proizvajalca, poudarjam, ampak v okviru ene družine programov ima pokrite bolj ali manj vse zahteve po funkcionalnih analizah, po simulacijah, ki jih potrebuje. Ja, se skoraj celoti strinjam s tem, oziroma je dobra razlaga v bistvu to, kar se trenutno dogaja. Robi, če se spomniš, v bistvu parkrat smo že omenili Nemeček. V bistvu Nemeček kot tak v bistvu lahko razumemo kot pač enega proizvajalca software, recimo Rollplan je bil pač njihov, ampak trenutno skupina Nemeček vključuje konkretno tudi Graphisoft, ki je pač razvijalec Arhicada in cele skupine drugih programov, ki na tak ali pa drugačen način sodelujejo med sabo. In če se spomniš, zadnjič je bilo govora o novostih v Arhicadu, ta nove verziji, in je bilo omenjeno, da je pa zdaj obnovljena oziroma posodobljena verzija Cinema renderinga v Arhicadu. Zdi se mi, da dejansko bojo stvari potekale v tej smeri, čeprav to, kar recimo jaz običajno razmišljam, pa mislim, da je tudi Robi prej napeljeval na to, da bodo te manjši proizvajalci bili nekako primorani k temu, da bodo delali recimo temu vtičnike za različne BIM software, ne vem, Revit, Arhicad. To, kar recimo mislim, je, da bo najbrž stvar bolj obratna, da bo ta software v bistvu dejansko omogočal oziroma imel neke javno dostopne API-je in bodo potem lahko v Revitu ali Arhicadu, Allplanu in podobnih dejansko vključili ta nekako zelo specializiran software znotraj samih teh modelirnikov. Tako da to je pa v bistvu recimo obraten recimo pristop k temu in jasno
Jaz vedno nekako zagovarjam, sicer, da je ta IFC je pač obvezen, ampak to je pač dejansko en izmed možnih načinov standardizacije, oziroma predvsem tako, kaj Žiga, ki si omenil, v bistvu ta interoperabilnosti med različnim softverjem. Ja, jaz tudi ne vem, v katero smer se bo to zgodilo. Dejstvo je, da je, bom rekel, samo modelirnik ena razmeroma neuporabna stvar, če okrog njega ni množica nekih programov, ki znajo informacijo, ki je v tem modelu, ne vem, analizirati ali pa generirati in tako naprej. In trud bo šel prav gotovo v obeh smerih, ne. Avtorji modelirnikov si bodo prizadevali, da bodo pridobili v svoj ekosistem čim več teh malih proizvajalcev, visoko specializiranih proizvajalcev programske opreme. In seveda obratno, ti proizvajalci visoko specializiranih programov bodo poskušali biti kompatibilni z enim, drugim, tretjim modelirnikom, ne. Ni pa, kako bi rekel, pisanje teh vtičnikov tudi ne več tako komplicirano, kot je bilo nekoč, vendarle obstajajo standardi vezani na XML, SOAP in tako naprej, kjer gre to vendarle razmeroma hitro. In še nekaj je, ne, če nek proizvajalec, recimo nekega softvera za simulacije, ne, govori direktno z, rekel, naravnim, z privatnim modelom enega BIM modelirnika, je vendarle manjša možnost za napake, ne, kot če se zanaša na to, da se je zgodil dober prevod iz tega privatnega zapisa v standardni zapis, potem oni ta standardni zapis preberejo, nekaj zanalizirajo, napišejo v standardni obliki nazaj, potem se ta standardna oblika prepiše nazaj v ta centralni model. Torej, prepolovi se možnost napake, če se pogovarja recimo nek softver za, jaz ne vem, neko potresno analizo direktno z modelom, ki je v BIM modelirniku. Ja, mislim, da se lahko strinjamo glede tega. Jaz predlagam, da gremo naprej. Mislim, da smo tole temo recimo malo obdelali. Sicer bi se najbrž lahko še dolgo časa pogovarjali na podobne in okoljne teme, okoli samega modeliranja in izvoza podatkov in podobnih stvari, ampak zato, da bomo recimo končali v primernem času, bi predlagal, da gremo kar na novice in priporočila. Robi, povej, kaj imaš danes pripravljeno? Prej danes so že govorila s Matevžem in sem odkrila nekih posebnih novic iz BIM sveta ni, zato ker vseeno so dopusti povsod po Evropi. Sem pa vseeno našel eno novo novico, ki je dokaj sveža, in sicer na spletni strani ISS sem prebral, da je slovenska podružnica Itonga je objavila vse svoje izdelke v obliki BIM objektov. Tako, če to želi, lahko zdaj dobi večino izdelkov Itonga in tudi Multipor na njihovi spletni strani, oziroma mislim, da BIM Objects, na spletni strani BIM Objects so tudi objavljene, bo pa povezano v zapiskih. Meni se zdi to super novica, da se tudi slovenska podjetja čedalje bolj množično odločajo za pripravo takih objektov, so pa ti objekti na voljo in za Revit in za Archicad. Hvala. No, v mojem stilu, pa v takem poletnem času predlagam eno audio knjigo. Ravno sem jo končal. Knjiga ima naslov Follow the Geeks. Skratka, govori pa o 10 inovatorjih na tem področju, se pravi na področju digitalnih komunikacij, medijev, in skratka govori o tem, kaj je recimo prihodnost dela na tem področju, tako da je zelo zanimivo poslušanje oziroma branje. Knjiga je jasna tudi v tiskani obliki oziroma še kako drugače dosegljiva. No, naslednji tak sklop podcasta so pa hitra vprašanja. Torej, Žiga, na vrsti si, da odgovoriš na 3 standardne vprašanja. In prvo vprašanje je BIM programska oprema. Kaj uporabljaš takrat, ko pač moraš kaj pokazati oziroma pač kaj izmodelirati?
po potrebi. No, zdaj, tisto, kar moram kdaj kaj zmodelirati, ne, so kakšne stvari za kakšnega zidarja doma ali pa za kakšnega mizarja. In moram reči, da sem tukaj len in praktičen in da delam v 2D z AutoCAD-om tiste omare in police in take stvari narišem. Verjetno se bodo vsi strinjali, da je overkill za take stvari ugrizen v BIM in v objektno modeliranje. Drugače, kar se pa šole tiče, smo razmeroma odprti za to, kaj želijo študenti uporabljati. Letos je bilo nekaj več Revita, lani nekaj več ArchiCAD-a, precej tudi SketchUpa. Mislim, da je važno, da študente naučimo oziroma da pridejo v stik z večjimi takimi orodji, ker nikoli ne vejo, v kakšno okolje bodo potem prišli na delovno mesto, in če več takih orodij vidiš, potem se boljše vidi, kaj so pa tiste skupne značilnosti, ki predstavljajo neke koncepte, ki bodo še dolgo nas spremljali. Ja, v bistvu na tem mestu je treba en program izbrati. Jaz bi tle predlagal, da AutoCAD napišem. Že če ne drugače po definiciji, da je tudi 2D slika oziroma pač grafična predstavitev lahko tudi del BIM-a. Če se strinjaš, bom AutoCAD napisal. Tle lahko eno, globje teoretično ozadje vsega tega damo. Ne? Mi ne delamo BIM modelov zato, da bi ljudem povedali, kakšna stavba bo, ne? Ampak mi delamo BIM modele zato, da znajo to stavbo narediti. In cilj vsega tega inženirskega komuniciranja je dati drugemu, ne, sodelavcu natanko dovolj informacij, da bo lahko stvar izdelal. In če je natanko dovolj informacij 2D risba, potem pač 2D risba. Ne? Ni vedno več, ni nujno bolje. Ne? No, jaz mislim, da se lahko s tem samo strinjamo. Bi bilo pa naslednjo vprašanje bo pa še bolj zanimivo, predvsem odgovor. In sicer drugo vprašanje, ki ga postavljamo vsakemu gostu, je, kako razume BIM. Ali razume BIM kot model ali kot proces? No, BIM je predvsem zelo uspešna kratica, ki se dobro sliši in ki skrbi za dober marketing produktov na tem področju. Ne? Tako da potem bi človek lahko rekel, da to pomeni Building Information Marketing, ne? Ker je ta kratica ogromno naredila za marketing informacijskih modelov v gradbeništvu. Ne? Drugače, mislim, da sta obe popolnoma relevantni. Če je to model, pač s tem mislimo informacijski model stavbe, zgradbe. Če rečemo modeliranje, potem je to proces, ki nas do tega modela, pa tudi potem za uporabo tega modela do stavbe pripelje. Se mi zdi pa razmeroma dober kompromis ali pa nek dežnik nad obema pojmoma BIM kot Building Information Management, ki je pravzaprav upravljanje z informacijskimi, upravljanje z informacijami o zgradbi. Ne, je pa tista krovna aktivnost, ki to oboje povezuje. In ima eno lepo asociacijo, ne, na informacijske sisteme oziroma na Management Information Systems, ki so se pojavili tam v 70-ih, 80-ih letih v drugih industrijah in iz katerih se tudi marsikaj lahko naučimo v zvezi z BIM-i in v zvezi s tem, kje so prednosti, slabosti, težave, kako to organizirati in kjer vidimo, da, kako rekel, BIM nekaj tako novega, kot nekateri reklamirajo, vendarle spet ni. Zelo primeren odgovor, tako da bom management napisal. Bomo razširili to vprašanje na tudi to, ali je to management. Obenem pa se ni postavila nobena stran, se bomo še vedno v službi lahko da pogledati. Tukaj je spet lahko eno filozofsko ozadje, ne? Namreč, kaj je,
kako bi rekel, objektiven pomen besed je precej nepomembno, ne? Kot je nepomembno tudi, kaj je v resnici zares, čisto zares, recimo nek steber in kako ga zmodelirati in katere atribute potrebuje. Ne? Mi besede uporabljamo zato, da komuniciramo in zato, da nas nekdo razume, da bo nekdo na podlagi naših besed nekaj naredil. In ali mi rečemo BIM kot modeling, ali rečemo BIM kot model, je odvisno od tega koncepta, kaj želimo nekomu povedati, kaj želimo, da bo nekdo naredil. Ne vem, če obstaja ali pa če se je smiselno pogovarjati o tem, kaj je pa, kako bi rekel, kaj pa ta beseda zunaj vseh kontekstov in zunaj vseh opravil, zunaj vseh strategij pomeni. Ja, zdaj tudi, recimo, jaz sem malo pred oddajo sem malo bral tole zgodovino, ki je tudi polinkana bo v teh zapiskih. No in dejansko v začetku se je vedno pisalo kot model, potem se je pa v določenem momentu enostavno to začel uporabljati kot modeling. Ja, jaz mislim, da prišli so do tega, ne, da ko so se odpovedali risbi, ne, risba je bila v bistvu zelo dober mehanizem za sporočilo. Ti si na risbo narisal tisto, kar je nekdo rabil vedeti. Ne kakšna stvar bo, ampak kaj mora o tej stvari vedeti. Ne. Pri BIM-ih je bila pa ambicija povedati, kaj to je, kakšna bodoča stavba bo. Ne, torej, načeloma je tam noter več, kot rabijo ljudje vedeti. Ne. S tem, ko so se pa, bom rekel, modeli pojavili, ki niso seboj nosili tega sporočila, kaj je treba narediti, ne, so pa kar naenkrat ugotovili, da morajo procese drugače definirati oziroma procese boljše definirati. In se je zgodilo z BIM-i natanko isto, kot se je zgodilo s temi management information sistemi, ko so podjetja ugotovila, da odkar imajo informacijske sisteme, postajajo njihovi procesi bistveno bolj rigidni, kot so bili do takrat. Ne? In to se je zgodilo pri prehodu gradbene industrije na BIM-e, da vsa tista improvizacija, ki je v zvezi z risbami čisto lepo tekla in ki je bila do neke mere smiselna, glede na to, da so objekti itak unikatni in pač improviziraš takrat, ko imaš enkrat problem, ker veš, da se ti ne bo ponovil, je kar naenkrat postalo zelo pomembno, kakšni so procesi. In zato je potem ta M v modeling prešel. Ok, hvala za to. Spet smo se nekaj novega naučili, ne? Definitivno. Na ta OpenBIM na koncu še zadnje vprašanje, v bistvu nekaj smo na to temo že rekli, kot rečeno, tle predvsem je bilo mišljeno vprašanje okoli tega IFC-ja, ne? Ampak najbrž spet ni enoznačnega odgovora, ja, ne, ampak recimo za nekaj se bi bilo dobro odločiti, zato da meni noter pasalo graf. In vprašanje je? OpenBIM, da, ne, prihodnost, morda v tem smislu nekaj, ne? Ni bolj opisnih odgovorov, možnih. V bistvu, če sem jaz prav razumel, ne, bom rekel, da ne. Ima vlogo, ni pa rešitev za vse. Jaz imam občutek, da za interoperabilnost ni rešitev, za veliko drugih stvari pa je. No, v redu, pa bom tukaj napisal, ne, in se razume. Kot rečeno, čist razumem argument, zakaj to ni nujno najboljša rešitev ali pa rešitev, ki jo bomo doživeli v bližnji prihodnosti za interoperabilnost. No, mislim, da smo zaključili. Robi, smo kaj pozabili slučajno? Mislim, da ne, sicer je vprašanje, ki bi lahko odprl še veliko, ampak pustimo to za kdaj drugič. No, torej, smo pri koncu. Žiga, lahko recimo imaš še kaj zapovedati, objaviti, kje te lahko poslušalci kontaktirajo najlažje? Če vtipkajo moje ime v Google. Google vse ve. Google vse ve. Robi? No, tudi mene Google pozna, ampak da poslušalcem pa hrano en klik več, najlažje najdete na robert@klic.net. No, tudi jaz sem na mateovalenc.com, tako kot vedno. BIM pogovori pa so jasno na spletu, Facebooku in Twitterju, vedno kot BIM pogovori.
Tako da na tem mestu bi se Žiga tebi res iz srca zahvalil, da si vzel čas in povedal stvari za poslušalce. Tako da upam, da bo še priložnost, da kakšno stvar rečemo na to temo, ki je sigurno nismo do konca izčrpali. Tako da najlepša hvala še enkrat. Malenkost. Adijo. Dio. Adijo.